diskusijo, pa bi z največjim veseljem pa povabil gospoda profesorja Andreja Rosino, da pristopi še on k besedi. Namreč gospod Rosina je izbral nekaj slikovnega družinskega gradiva in ga lepo prosim, da predstavi, dokumentira in da po svetu o osebnosti neizbežno osebno noto. Prosim. Dobar dan želim. Jaz sem najstarejši sin današnjega predmeta našega simpozija dr. Igorja Rosine, ki je imel 3 otroke. Jaz sem najstarejši, kot sem rekel, moja sestra je profesorica Šelikova in moj brat je bil Aleš Rosina, docent na pravni fakulteti. Zakaj smo ravno vsi trije prišli v Ljubljano in svojo življenjsko delovanje na Ljubljanski univerzi opravili, je zasluga našega očeta. On je, kot ste videli, je bil Maribor vedno pod pritiskom in on je rekel, pejte z Maribora, pejte v Ljubljano in zato tudi nihče od nas ni imel štipendije, kar je omogočilo, da smo se potem poklici spravili in smo svoje življenjsko delo opravili na Ljubljanski univerzi. To ste zdaj pa k slikam, ki bi naj nekako ilustrirali današnje zvanja moj predgovornikov. Dr. Franjo Rosina, naš ded, vse smo slišali v njemu, mislim pa, da ga najbolj karakterizira to, kar je napisal kot naslov svoje študije v njemu dr. Toš, Marjan Toš, ki je objavil to v mariborskem časopisu za zgodovino in narodoslovje, ko je rekel, da je bil dr. Franjo Rosina trden Slovenc, pošten ljub, končen sokol in majstrova desna roka. Temu njegovi dejavnosti od časa majstra ni bil glasnično rečenega, on je bil podpredsednik Narodnega sveta v Mariboru ustanovljenega leta 18 in predsednik pravnega odbora posojilnice in hranilnice, ki je dala majstru 2 milijona zlatih kron, zato da je lahko plačal svojo vojsko. To je bil zelo pomemben korak za majstrovo možnost delovanja. Majstrovi vojaki so bili tudi plačo, ki ga sicer manjša, nižja od konkurence, ampak kljub temu so lahko, so zaradi tega tudi ostali pod majstrovim poveljstvom in osigurali Maribor za Slovenijo in da je Maribor za avstrijski rok. No, če gremo zdaj naprej. Dr. Franjo Rosina je imel 4 otroke. Fedorja, Franjo, Igorja in Vano. Že sama imena bilo usmeritev dr. Franje Rosine. Ta imena so kot vidite ruska. Vendar, kot je njegova, kot smo že slišali, njegova žena je umrla stara 28 let na TBC, sta tudi stric Fedor in teta Tanja, stric Fedor 18 let, teta Tanja pa 26 let umrla na tuberkulozi. Kako je bilo potem naprej, smo slišali. Tu je maturitetna slika, ravnatelj klasične gimnazije je bil dr. Tominšek, to je Igor Rosina in znam je, da je takrat, ko je majster razorožil Šucvel v Mariboru, je Tominšek prekinul pouk na zahtevo dr. Rosine in profesor Slodnjaka, ki je bil pa eno leto za njim na klasični gimnaziji. Dr. Rosina smo slišali študirati v Pragi in to je tako zvani potus, recimo temu tjanšna slovenskih študentov v Pragi. Tole je
tek Jelenc, Igor Rosina tukaj, ki so v Pragi proslavljali takšen dogodek. Tem lahko ilustriramo še nekaj, mogoče malo bolj zabavno. Gospodje akademiki, ko so se takrat študenti imenovali, so pili vino iz vinograda dr. Franje Rosine, ki je poslal Prago v gostilno, v katero so stalno zahajali en soten polovnjak prekarskega franskega vina. To je Mariborsko akademsko društvo v leti 23-24, v kateri je nekaj znanih Slovencev. To je mariborski kipar in kar Ivan Kos, to je dr. Šjanec, to je Igor Rosina, to je Pernat, Niko Pernat, to je dr. Miroslav Del, mimogrede stari oče, profesor Petra, Petra Grilca. To je predsednik akademskega društva dr. Grolih, to je pa Makso Šnuler. Te zahteve. Dr. Rosina se je zaročil z Tončko zvano tudi Čoča Rosina, to je mirnik v Celju, to je za časa zaroke, kjer mislim, da je to 27-28 v Celju. Bil je res športnik, to je njegova slika kot smučarja, vendar bi sem prečital v zborniku društva Branik, da je bil ustanovni član nogometnega prvega slovenskega športnega kluba Maribor in da je tudi predlagal ime Maribor iz narodno obrambnih razlogov. Takrat so smučanja bila malo drugačna kot so sedaj, to je izgled smučarski naklopni vrh, ki se danes pravzaprav kot smučarsko središče sploh ne sliši več. Dr. Rosina nedeljo na Mariborski promenadi, ta lepotec svoj imela sem ga jaz. Upravni odbor Narodne Mariborske posudnice Hranilnice, mislim leta 1998-1999, in sicer so to Rado Vinar, Igor Rosina, dr. Anton Dolar in drugim majstrov oficir in njegov pripočnik, Franje Majer, dr. Franje Poštrančič, dr. Viktor Kac, predsednik in Karel Jančič. To je bil predvojnik odbor Mariborske posudnice, od najmlajši je bil Igor Rosina plus Rado. To smo želili, levo zaborovanje društva kmečkih fantov dekletnih skokah v Mariboru, to na desni strani pa je tekma Ostrov Želic, ki je blizu središča. Po Maši se je to bilo videti, da je Ostrov Želice in seveda zastavljeno. Dr. Rosina je šel v partizane in kot smo slišali, je šel kot partizan na Štajersko. To je bilo, mislim, oktobra 1944 in Šnuler piše v svojem dnevniku. Danes, kot smo že tudi slišali, odhaja z velikim nahrbtnikom na Štajersko Igor. Takrat sta bila še zelo velika prijatelja in zato tudi to naslavljanje. Vendar Šnuler nadaljuje. Imel bo zelo dobro zaščito, kajti z njim odhaja tudi njen partizanka, neko ime, ki se ga zdaj ne spomnim, ampak v fusnoti z zvezdici spode piše Herta Haas. To je pa slika iz Hajke, Hajka tega 1945, ko so tako zvano osvobojeno zemlje v Savinjski dolini, Nemci hajkali in v hajkali so partizane preko hudi zimi, preko Miline planine. Jaz sem to sliko smo odkrili po očetovi smrti.
Avtor slike je znani partizanski fotograf Sanje Lenardič, partizanski Mečan. Pod sliko je napisano 14. divizija, 6. brigada, januarja 45 na Mini planini. To bi naj bil oče. Ne vidi se značilni nosi tukaj. Plašč je izgleda, je imel angliški izgledaški plašč in tudi ta nahrbnik je znan kot domački nahrbnik. Vem, da je takrat oče rekel, da sem bil tako zmučeni, da je on celotno spodeko, ki je v nosu vrgel stran, za njim je pa šel en kuhar, ki je bil bolj fizično močan, neko vzel, dal potem, ker so spali pod smrekami na prostem in bi drugače lahko zmrzli. To je komisija za ugotavljanje zločinov, malo pred koncem vojne v Beli krajini že, se je droga prišla v Belo krajino. To je nek Rosina, to je nek vid, ki je bil večkrat pred nas v Nikiti, bil kurir, to je Fedor Košir, takratni predsednik komisije, Šnuler je nekaj že šel v Beograd, to je dr. Jože Žalpkar in mislim, tole je dr. Kosulin, prej odvetnik v Črnomu. Po vojni je bilo značilno udarniško delo in to je udarniško delo na pogorišču v Mariborski Koče, tega 45. avgusta, zadaj je dr. Rosina in kje se vidi tudi dr. Jožeta Bogoča, ki je bil predsednik Slovenske zveze. Dr. Rosina s svojimi vnuki, dva sta nam skupaj. To je zadnja fotografija, tudi tukaj sta dva vnuka dan skupaj. In končno, to smo dobili, še nekaj prvih dokumentov z njegovega doseja pri Udvi. Zanimivo je, to je vloga za pojasnilo delovanja dr. Edmunda Kupnika, ki je bil takrat že zaprt. Kupnik je ostal po koncu vojne v Mariboru. Oče se tukaj, on je bil likvidator njegove odvetniške pisarne in se je napram naši mami zelo lepo obnašal, se omogočil je, da je nekaj stvari rešil stanovanja. Kupnik je bil obsojen na smrt in na arhivu Slovenije tudi ta beležka, da je bil spisek oseb, ki so izvršena smrtna kazen med njimi tudi. To je pa ta že danes enkrat videna odločba o odvzemu advokature, komisija za presojo pravice do upravljanja odvetništva se je tudi imenovalo, to smo že slišali. Težko je tu prečitati, kaj tu dosti videti, vendar bom jaz tu prečital nekaj in sicer, da odvetnik dosedanji, torej da razume svoj dosedanji poklic na najbolj protiljudski način. Dejansko je bil to po pripovedovanju dr. Krulca, ki je bil tudi, ki je branil tudi enega od teh mladoletnih križarjev, tako so imenovali, vi ste nekako drugačen rekel, križarji so jih imenovali. Oče je rekel, jaz sem bil partizan. Ko smo zvečer prišli lačni kmetu, če nam je dal jesti, da v redu, če ne smo si pa vzeli. Kje pa mislite, da so se te mladi ljudje naučili to, kar so počenjali tukaj in tukaj. Res najlepša hvala, profesor Tina. Zdaj pa vabim vse referente za govornico in odpiram še
zadnjo diskusijo danes. Prosim. Prosim, izvolite, če ne, pa jaz vseeno eno vprašanje, ki sem si ga posebej zapisal. Lahko ga potem. Je pa pravzaprav zavajal Aleš in Katja. Omenjala ste to, oba sta omenjala Hilija Monica in to komisijo. Pa vendarle me zanima, če si rekli, se mi zdi, če se prav spomnim, da niste dobila nobenih podatkov, kako je bila formirana ta komisija, kako je bil Hilij Motic imenovan vanjo. Pa me vseeno zanima, če imate morate kakšne podatke, kako so formirali to komisijo, zakaj so ravno oni. Tam ne nazadnje, ker Hilij Motic pa sto podvojnih vlogi kasneje. Vem samo to, kar vedno vsi več odmazvajo, da je bil sodist tako po vojni, da je sodil celjo, sodijo na procesih proti nekim direktom manjšim, etnikom in tako naprej. Potem pa kako je, pa zakaj je to nagrada, ne vem. Je pa z njega povezava, da njemu seveda je vzeta pravica do odvetništva, ena od tistih prvih, ne vem, mogoče ga pa njegova žena. Ne vem, to smo se šla, kje pa. Zato prvišloval, ki je bilo omenjeno, da pač ni izverne arhiva posebej kot komisije. Ja, jaz sem samo malo prvišloval, če bi eventualno, če bi bilo, da bi bilo mogoče kot ministrstvo za pravosodje, da so bili prvo podrejeni tudi ne. Kaj pa samo še predsedstvo vlade, ki je pa urejeno, tako kot sem štatil, da še pogledati, ki so se štatil. Ja, ker včasih je bilo pač niso preimenovane to, če naletiš ali ne naletiš, je včasih najdeš kakšen tak papir pri predsedstvu vlade pritiska, ker je bilo SPO v kabinet predsednika vlade, pa direktno na njegovo mizo pride, pa da beležiš, pa mogoče tudi pisati s tem. Pa to pa slučajno, če odkriješ, to dal kot primer, ko se je dovajal zakon v univerzi v 50 letih, kdo bo imenovan v univerzitetni svet, pa v fakultetne svete, da bo večinoma politično primerni, je prišel dokument s predlogi na mizo takratnega predsednika vlade v tistem delu, ki imajo oznako SPO, strogo povedal, pa so samo pol gorše črtali primerene, neprimerene. Ampak to je pol, če naletiš na vrh, ne moreš ga po popisu tega dobiti, ne? To je problem. Zanilo je samo, da jaz resni sem speli, da se tide to vrhove in da ima seveda posebne komisije pri vladi, imajo svoje fonde. Prvo, kar je človek vprašal, ali je obstaja fond to, konkretno, in ne, in kolegice v arhivu so potem še delali po svojih, bi rekla, posebnim znanju in niso zaenkrat, saj še pride. Še je kakšno vprašanje strani referentov, drugim referentov strani auditorija? Zgleda, da smo že precej utrujeni. Če ne, prosim pa gostiteljico za zaključno besedo ali da je. No, kar malo zagredi. Nač, jaz lahko kratko, da si me malo presenetil. Jaz sem zelo vesela, sploh naj v svojem imenu povem. Začeno res, jaz se ukvarjam s starejšimi obdobji in je bilo to krasno priložnost in tu se malo ponovila naših direktorjev, da jaz upam, da bo to začetek enega raziskovalnega sodelovanja in tudi ta publikacija, verjetno bomo tudi s sabo še zdaj kakšne se razrekla podatke ali pa načine iskanja izmenjali. Tako da to je ena taka popotnica, da se naprej. Tako da sem nadušena nad marsikaterima tudi teme prispevkom in upam, da seveda bo to tudi dostopno na spletni strani, da bomo dobili še kakšno odziva, ker konec koncev gre to v javnost in je bo se tudi to apel, da se mogoče še kdo javi in seveda nam da tudi so kritični in konstruktivni. Tako da s temi pa bote res potem zaključila in se vam tudi zapredujam, da ste prišli. Ja, pa gospodu Grosini se... Jaz bi se hotel v imenu družine zahvaliti tako pravni fakulteti kot Inštitutu za sodobno zgodovino za to, da so se spomnili na delovanje našega očeta in mislim, da je današnji zbor tudi upravičil to odločitev, da smo spoznali tudi mi, njegovi potomci, njegovo delovanje in to, kar je njegov
če tako rečem, karakterno zadržanje za časa, v času, ki ni bil za nikogar od nas zelo lahko. Hvala lepa. Najlepša hvala.